Lep pozdrav v imenu podnebnega programa Mreže za prostor na zadnjem 8. seminarju o trajnostnem urejanju prostora, ki ga namenjamo naši hrani, kmetijskim zemljiščem kot viru za pridelavo hrane. Naši seminarji potekajo pod okriljem programa, ki ga sofinancira ta Ekosklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz podnebnega sklada. Naš seminar je namenjen nekako ozaveščanju povezave med konceptom trajnostnega urejanja prostora in podnebnimi spremembami. Glavna nekako rdeča nit je ves čas nekako opozarjati, da v urejanju prostora se zavedamo tudi vpliva ali pa povezav z družbenim razvojem, z družbenimi dimenzijami razvoja, prostorskimi, okoljskimi razsežnostmi in pa potem tudi gospodarskimi oziroma ekonomskimi možnostmi. Da imamo ves čas te tri komponente pred očmi bolj, kot je bilo morda običajno. Podnebne spremembe nekako vidimo v tem kontekstu kot en pojav, ki pravzaprav stopnjuje pritiske na okolje in na družbo in povečuje potrebo potem, da se približujemo ciljem trajnostnega razvoja oziroma da prehajamo v neke bolj trajnostne načine rabe prostora in vsakdanjega življenja. Danes smo nekako zasnovali seminar na ta način, da imamo podobno kot že nekajkrat več gostov, 3 goste, z mano so magister Jelka Hudoklin, krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka iz ACER-ja Novo mesto, dr. Tomaž Kralj, pedolog, samostojni svetovalec pedolog in pa dr. Renata Karba, specialistka za trajnostno upravljanje virov iz Umanotere. Z mano sta tudi kolegici Senka Šifkovič in pa Nina Plevnik, ki podpirata izvedbo. Seminar snemamo, tako kot vse prejšnje, zato da bojo vsebine dostopne tudi z zamikom. Lepo vabljeni k odzivom in komentarjem že med samimi predstavitvami, sicer pa prostor za razpravo odpiramo na koncu, je organiziran način nastopov na ta način, da boste imeli dovolj časa in priložnosti tudi za to. Lahko pa vprašanja že sproti zapišete v chat. Zdaj pa kar vabim mogoče k besedi našo prvo govorko. Najprej bo kolegica Jelka Hudoklin iz družbe ACER Novo mesto predstavila v bistvu pogled na prostorsko načrtovanje kot tisti mehanizem družbenega upravljanja. Maja, oprosti. Mislim, da smo se dogovorili, da bo najprej Tomaž. Ne vem, pač v programu je tako, zdaj jaz sledim programu, ki ga vidim pred sabo, se opravičujem. Jaz imam pred sabo program, v redu, ni problem. Potem pa kar, se opravičujem, zdaj spreminjam ritem, najprej specialist za vir, za naravni vir, potem kolegica Jelka kot specialistka za prostorsko načrtovanje in upravljanje preko tega mehanizma in na koncu še Renata z posebnostmi z področja aplikativnega pridelovanja hrane in novih praks varstva in razvoja virov. Tako da zdaj pa kar Tomaž Kralj. Hvala. Lep pozdrav. Vidite zaslon? Je v celostni obliki? Ne še. Ne še? Čakajte, pa moramo pa še enkrat probati, tako kot prej. Zdaj pa verjetno je. Super, je. Je. V redu. Hvala za besedo in lep pozdrav. Jaz sem Tomaž Kralj, pedolog. Se pravi, ukvarjam se s tlemi. Prej smo se v eni anekdoti pogovarjali, da je pač ta izraz pedolog malo mogoče nenavaden. Zadnjič me nekdo klical, pa je rekel, je nekaj hotel od mene, pa sem ga bolj vprašal, če ima moj mail. Pa je rekel, ja, imam logoped@gmail.com, tako da iz tega pedologa rata marsikaj, ampak šalo na stran. Skratka, pedologija je veda o tleh, se pravi, proučuje naravni vir. Če pogledate tle na desno stran,
ta schematičen prikaz. Mi smo tlele nekje z našo pedologijo, ker je tale krt lociran, pod nami je geologija, če tako rečem, se pravi matična podlaga za nas, ki seveda v veliki meri vpliva na lastnosti tal, na vrh je atmosfera in pa seveda ta, bi rekel, vodni del hidrosfera. Zdaj tla, tole, kar kolega drži v roki, talna gruda, v tej kepi je lahko več posameznih organizmov, kot je ljudi na Zemlji, ne mislim vrst, ampak organizmov, seveda spet odvisno, koliko so tla bogata, za kako vrsto tal gre, ampak skratka, tla so živ organizem, ki funkcionira, ki ga lahko uničimo, ki ga lahko ubijemo, in zato je še toliko bolj pomembno, da s tlemi ravnamo odgovorno. Zdaj tla, prst, dva izraza se na nek način v več ali manj pojavljata, marsikdo jih razume kot sopomenke, grobo gledano lahko rečemo, da sta sicer prst bolj uporabljajo kolegi geografi, tla bolj ta matična stroka, ki na biotehniški fakulteti, sicer pedologija tudi loči oziroma pozna termin prst, in sicer ti zgornji, bogat, humusno, akumulativno rodovitni del, recimo na njivi, tudi pedologi strokovno temu delu rečemo prst. Zdaj tla, kljub temu, da ves čas nastajajo, skratka procesi nastanka tal tečejo neprestano, vendar tečejo zelo počasi, tla zelo počasi nastajajo, zato lahko rečemo, da so neobnovljiv naraven vir. Tlena fotografija zgornje Bohinjske doline, tle se zelo lepo vidi, kako so ljudje v preteklosti na eni strani locirali naselja, se pravi v ta bolj senčna, slabša območja, zelo strnjena, zelo nagužvano, če se tle čez peljete, ko mi pridete mimo, z enim samim razlogom, ki je seveda ohranjati tla kot naravni vir. Ljudje so bili dejansko odvisni od njega, tudi razvoj naselij je šel prednostno na območja, kjer so bili seveda naravni pogoji, naravni viri, in eden od teh so bila seveda tudi tla. Mogoče posebnost tega je seveda tudi raba, zdaj vidimo, ta ravninski del je v kmetijski rabi, vendar bolj ali manj v ekstenzivni kmetijski rabi. Če bi imeli seveda tle posnetek izpred 50 ali več let nazaj, bi videli, da so bile tle po dolini njive, samo njive ali pa več ali manj njive, zato ker so seveda obdelali vse, kar je bilo možno, in tisti obrobni predeli so bili seveda pašniki, travniki, skratka obdelano do zadnjega kvadrata. Po enem podatku, profesor Kotar, je bilo, mislim, da leta 1920 samo 30% gozdov v Sloveniji, ostalo je bilo vse obdelano oziroma v drugih rabah. Zdaj pa vemo, da je gozda praktično še enkrat toliko, med 50 in 60%, odvisno kaj smatrate pod gozdno masko. Zdaj, sama tla, da bomo lažje razumeli ta naravni vir, jaz zdaj vprašam, kako sploh tla nastajajo. Marsikdo se niti ne predstavlja, vsi govorijo o neki organski snovi, ki tam prepereva, kar je seveda res. Zdaj v grobem ta material, talni material nastaja na dva načina. Na eni strani tam na mestu s preperevanjem in kopičenjem tistega materiala, to ponavadi iz matične podlage. Drug način je pa, da ta material nekdo ali nekaj tja prinese, to so recimo aluvialni nanosi, se pravi, da voda to prinese, da veter tja prinese, se pravi eolski nanosi, da se to mogoče naplazi, skratka, in ta material potem tvori seveda tla. Zdaj, dejavniki, ki so ključni pri razvoju tal, so klima, organizmi, relief, matična podlaga, čas in pa človek. Zdaj, kot sem že dejal, v Sloveniji, glede na veliko reliefno pestrost, je seveda relief eden tistih glavnih tlotvornih dejavnikov, poleg seveda matične podlage, ker so tla recimo relativno mlada v tem delu, recimo poledenitve so stara
največ 10.000 let, se pravi vpliv lastnosti matične podlage na same lastnosti tal zelo izrazit. Kaj to pomeni? To pomeni, če imamo karbonatno matično podlago, imamo seveda na teh kamninah tudi tla, ki imajo evtrične lastnosti, ki imajo praviloma veliko vsebnost bazičnih kationov in podobno. In pa seveda tudi klima pa vpliva predvsem na ta zgornji del v tleh, se pravi v zgornji del, kjer se nahaja oziroma kjer se kopiči organska snov. Poleg dejavnikov so tudi procesi. Zdaj procesi v smislu nastanka tal so bolj dinamični. Dejavniki so v neki časovni obdobju oziroma bolj stabilni, procesi so bolj dinamični. Tle gre za procese nastajanja mineralne komponente, potem procesi nastajanja organske komponente, potem procesi združevanja teh dveh, premeščanja in pa razni posebni oziroma specialni procesi. Zdaj, kar se tiče zgradbe tal, seveda zgradba tal ima neke zakonitosti. Če pogledamo malo bolj v sama tla, lahko rečemo, da slabo polovico te materije tvori mineralna komponenta, da tam nekje v povprečju do 5% tvori organska snov, seveda pogosto tudi manj, ter da ostalo slabo polovico, da si delita voda pa zrak, se pravi talne pore, ki jih odvisno od vodno-zračnega režima pač zaseda voda ali pa zrak. Tle na desni strani vidimo en talni profil, se pravi gozdnih tal na Pokljuki, to so izprana tla, in če zdaj pogledamo dejansko zgradbo talnega profila, lahko vidimo dejansko na vrhu nekaj temnejšega, to je del tal, kjer so tlem, se pravi v mineralni komponenti primešane organske snovi, potem pa bolj, ko gremo proti matični podlagi, seveda manjši delež organske snovi imamo in seveda večji delež mineralne komponente. Zdaj, tla seveda imajo različne funkcije oziroma multifunkcionalnost tal, lahko temu rečemo tudi ekosistemske storitve. Skratka, prva stvar, ki na njo pomislimo in je po moje, če gledamo malo bolj parcialno, najbolj pomembna, se pravi tla kot potencial za pridelavo hrane. Se pravi, tako kot sem že rekel, smo še vedno odvisni od tal, kljub temu, da mogoče tega občutka nimamo. Zadnjič sem v medijih slučajno in sem bil vesel tega podatka, zasledil podatek, da mislim, da preko 95% hrane, ki jo v takšni ali pa drugačni obliki dobimo na krožnik, še vedno neposredno odvisnih od pridelave na samih tleh, kar je seveda dober podatek in kliče k temu, da to varujemo. A tole na levi strani poznate to jed? To so Ocvirki. Ocvirki, ja. Jaz imam tudi ta zgornji del najrajši, potem spodaj dol je pa, kaj pa ti spodaj? Žganci, ne? Žganci, ampak kakšni? Ajdovi. Ne, ni res. Ne, to so žganci iz bohinjske trdinke. To je ena posebna koruza, taka rdeča, raste v Bohinju in se rekel semena prenašajo iz roda v rod in to je zelo dobra stvar, tako da lahko to okusite na planini za Javornik, na Pokljuki v času poletne sezone, julij, avgust. Zdaj tisti, ki ste vegetarijanci, seveda lahko zgornji del spustite, ampak kombinirati pa tudi ni slabo. Tlele je nekaj teh fotografij, teh mogoče najbolj značilnih tal v Sloveniji, kljub temu, da je Slovenija relativno majhna, je pestrost talnih tipov kar dobra. Zdaj, talni tip je, se pravi, gre za neka tla z značilno obliko oziroma pojavljanjem posameznih plasti. Tle na levi strani imamo neka plitvejša tla, tako imenovane renzine, vidite zelo črno,
s temi značilnimi žepi, in ravno te žepi recimo na teh slabših rastiščih pripomorejo, da recimo drevesa zelo dobro uspevajo, kljub temu, da so generalno po povprečju tla zelo plitva, tle naprej neka terra rosa, recimo še tlele imam miško, neki aluvialni sedimenti, skratka globoka tla, dobra tla, desno, prepoznate tole? Šota, šotna tla Ljubljanskega barja, spodaj gitija, ta nekdanji jezerski sediment, recimo izprana tla na Apnencu, spet neka obrečna tla ob Muri. Kaj bi pa tole bilo, tele vijuge? Imate kakšno idejo? Tele predzadnja slika. Kje sem to skopal? Oziroma so skopali, jaz sem pa sliko, no. Grbinasti travniki. Grbine, se pravi, to je bilo slikano v Ukancu, v Bohinju, so napeljevali infrastrukturo, in tle se vidi seveda hribček, dolinca, in v teh dolincah recimo bistveno več organske snovi, več fine frakcije in seveda čisto drugo rastišče kot 30 cm stran na Punklo. In potem še en zanimiv talni tip, ki mu pa rečemo podzol, skratka tla, ki so v Sloveniji zelo redka, jaz sem jih do zdaj najdel na Pokluki, in takole izgledajo, skratka ekstremna oblika. Zdaj, seveda tla lahko rečemo tako generalno, so dobra, so slaba, so plitva, so črna, so bela. Plik še tole par besed o bonitetah. In eden od pokazateljev je boniteta zemljišča. Zdaj boniteto določamo na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa in pa posebnih vplivov. Zdaj pri tleh je pomembna razvojna stopnja, se pravi, kako so tla globoka, potem matična podlaga in tekstura. Pri klimi je seveda odvisno, v kateri regiji pa na nadmorski višini smo, relief je pa predvsem stopnja nagiba, in to nam poda potem ven podatek o boniteti, ki je numerična vrednost. V štartu se ta boniteta vzpostavlja iz katastrskih podatkov, no trenutno je pa v uporabi grafični prikaz območij natih bonitet, ki ga lahko najdete na Gursovi spletni strani, in ob teh bonitetah in vseh teh, bi rekel, varovanih tal se največji manko na državnem nivoju izkazuje v preslabih, premalo detaljnih pedoloških podatkih. Imamo pedološko karto merila 25.000, vendar je ta podatek pregrob za recimo določene bonitete ali pa za neko bolj specialno tudi prostorsko planiranje. Tle en podatek iz tega grafičnega prikaza, recimo boniteta gre od 0 do 100 oziroma od 5 do 100, in boniteto nad 75 ima samo 3,2% površine Slovenije. S tem, da je bonitete med 50 in 75 samo na 20% površine. Skratka, tla zelo omejen naravni vir, če pogledate tale liderski relief, vidite, da je seveda omejen na naše ravnine. Zdaj, še ena zadeva, ki bi si jo, sem že časovno malo v škripcih, Ne, je to kar. Je še v redu. Ja, zelo hitro gre ura. Se pravi, še ena zadeva, ki bi jo danes izpostavil, poleg bonitete, se pravi, tega podatka je nadomeščanje kmetijskih zemljišč. To je v bistvu instrument, ki ga tudi država zadnja leta nekako uveljavlja. Skratka, če po domače povem, če hočete nekje nekaj pozidati na kmetijskih zemljiščih, morate na nivoju OPN občinskega zagotoviti neka nadomestna kmetijska zemljišča. Zdaj, seveda v teoriji to špila marsikdaj, v praksi se marsikdaj tudi kaj zatakne, to seveda lahko zagotovite, če gledamo OPN na nivoju spremembe namenske rabe, da neka nepozidana stavbna zemljišča, ki so po dejanski rabi kmetijska, spremenite spet nazaj v namensko kmetijsko rabo. Zdaj lahko vzpostavite nekje nova kmetijska zemljišča preko poseka gozda ali pa preko sanacije degradiranih površin. Tretja oblika, ki se pojavlja, je pa izboljšava obstoječih kmetijskih zemljišč. To bo zdaj tudi v zakonu o kmetijskih zemljiščih zapisano, skratka kot čist legitimen instrument, se pravi nadomeščanje. Zdaj, kriteriji pri teh nadomeščanjih so predvsem ugoden relief, seveda ne morate zdaj to pretiran breg postavljati na nadomestna zemljišča, pa morajo biti ustrezne pedološke lastnosti,
ugodna lega glede na ostala kmetijska zemljišča. Zdaj, če vi skrčite neko relativno majhno površino, je fajn, oziroma se mora držati obstoječih kmetijskih zemljišč, ne morete narediti eno jaso sred kočevskih gozdov in reči, to je pa nadomestno kmetijsko zemljišče, ker seveda ne bo funkcioniralo. Zdaj, pri teh posegih bolj grobih v tla je pomembno to, da morate tem tlem nameniti veliko časa, več let, da se ponovno vzpostavijo. To pomeni, da se ponovno zafunkcionirajo v smislu naravnega vira. Zdaj, recimo pri poseku gozda, to je en primer iz Kočevja, ker se je zdaj vzpostavljeno nadomestno kmetijsko zemljišče, mora biti seveda to, kar sem že povedal, se pravi te zahtevani kriteriji. Zdaj, tle trčimo seveda takoj v to sektorsko varovanje. Gozdarji varujejo svoje, mi varujemo svoje, mi bi nadomeščali na gozdnih zemljiščih, gozdarji bi določena gozdna zemljišča nadomeščali na kmetijskih zemljiščih in ta sektorski pristop marsikdaj povzroča preglavce. Potem imamo naslednji način, sem ga omenil, sanacija degradiranih površin. Površini so to na nek način zelo omejene površine, ker jih ni v nedogled. Zdaj porabimo, seveda to so razne gramoznice, recimo rabimo tudi velike količine materijala, da to zapolnimo. Rabimo na drugi strani tudi velike količine rodovitne zemlje, da potem to površino prekrijemo vsej z recimo 50 cm dobre zemlje, razne administrativne omejitve, pa tudi zelo visoki stroški. No, tle desno je ena fotografija iz časa izvedbe del. Pred kratkim se je sanirala recimo, oziroma zdaj poteka druga faza, ta gramoznica na Jeprci v občini Medvode. Tako da nekaj teh primerov je že. Potem izboljšava bonitete obstoječih kmetijskih zemljišč. Tle pa je logika ta, da na neko slabo kmetijsko površino, se pravi plitvo, z sicer ugodnim reliefom pripeljete rodovitno zemljo in s tem izboljšate boniteto. In na ta način seveda nadomeščate nek pridelovalni potencial, ki se izgublja zaradi pozidave. Zdaj, tle en primer, samo še, da boste videli, da se zadeva sicer v teoriji zelo fajna, v praksi je pa precej bolj neizvedljiva. Za en primer v KO Trboje, to je občina Šenčur, tukaj sem naredil eno preveritev recimo renzina, ki so relativno slaba tla, tam 30 cm, mislim slaba zato, ker so plitva in so recimo podvržena suši. No, a pa kljub temu, ker je ravnina pa relativno majhna nadmorska višina, imajo boniteto 65, se pravi na skali od 0 do 100. In če na ta tla, ki jih vidite na fotografiji, pripeljete 10 cm rodovitne zemlje, dvignete boniteto samo za 6 bonitetnih točk. In zato rabite 1000 kubikov zemlje. Če gremo naprej, če hočete dvigniti za 11 bonitetnih točk, morate pripeljati 25 cm zemlje, to je že 2500 kubikov. To je 250 kamionov, recimo. Če pa hočete dvigniti za 15 bonitetnih točk, morate pa pripeljati 45, morate nasut 45 cm, pa pripeljati 4500 kubikov zemlje. Če se to v teoriji špila, lahko napišete v elaborat, samo če pa to naložite nekomu ali pa želite izvedeti, pa to seveda ne gre, ker prvič nimate dovolj rodovitne zemlje, da bi to recimo izvajali, kljub temu, da bi imeli recimo druge pogoje, se pravi denar in finance in ustrezne površine, izhodiščne in tako naprej. Se pravi, še mogoče naprej en korak, za 1 hektar, zdaj, če bi bil recimo to ukrep, s katerim bi v celoti nek hektar nadomeščal, ne samo kot neka dodatna zadeva, bi mogel za 1 hektar nadomeščanja, pa recimo, da nadomeščate tudi 65 boniteto, 1 hektar bi morali izboljšati 4,35 hektarjev obstoječih kmetijskih zemljišč, s tem, da bi za to potrebovali skoraj 20 000 kubikov rodovitne zemlje. Skratka, to so take številke, da so seveda nerealne. Zdaj pa mogoče glede na povedano v razmislek, to se tudi sam sprašujem, zdaj ali je z opisanimi načini nadomeščanja kmetijskih zemljišč res nadomeščamo tla kot naravni vir, ali tle samo nadomeščamo neko rabo dejansko. A s tem sploh v smislu
tal kot naravnega vira sploh kaj dobrega naredimo, ne? Ali samo prekladamo iz ene šalčke v drugo, ne? Jaz odgovor poznam, mislim, vsak ima seveda svojo resnico. Zdaj, mogoče naprej, pa verjetno bodo kolegi se tudi podobno spraševali v naslednjih predavanjih, a je ničelna toleranca do pozidave kmetijskih zemljišč v praksi mogoče sploh doseči, ne? Seveda, vsi si jo želimo, vsi govorimo, ampak vsaka cesta, vsak nadstrešek, vsaka lopa, vsaka tovarna, vsaka avtocesta, karkoli hočete, vse v enem delu trči tudi na zemljišče, tudi na kmetijska ali pa gozdna zemljišča, ne? In še ena zadeva, ki se v njej čezdalje več sprašujem, ali je stroga sektorska delitev, ne? Kot jih sektorji delijo kmetijska, pa gozdna zemljišča, pa stavbna zemljišča in podobno. Je to sploh prednost ali pa slabost v smislu varovanja tal kot naravnega vira, ne? Prej smo videli boniteta. Boniteta govori o neki razvojni stopnji tal, o teksturi v matični podlagi, pa v klimi, pa v nekem reliefu, ne? Se pravi, ven dobimo neko numerično vrednost, ki rečemo boniteta, nikjer pa ni vhodnega podatka rabe, ne? Se pravi, tam nas nič ne zanima, a so to gozdna zemljišča, a so to kmetijska zemljišča, a so to že po namenski rabi stavbna zemljišča, tam govorimo o boniteti, o tleh kot o naravnem viru, ne? Tako da tle je en kup izzivov, v katerih se bomo mogli verjetno počasi tudi na nek način nekega čistega vina naliti pa reči, glejte, to je, to špila, to ne špila, to toleriramo, zato ker je to zelo pomembno ali pa bolj pomembno in tako naprej, no. Tako da jaz bi, glede na to, da je ura mojih 20 minut, mislim, da minilo, ker tudi sam sovražim, če predavatelji preveč vlečejo, bi tle končal, pa ne vem, lahko malo debatiramo ali pa mogoče pol na koncu rečemo kakšno od teh treh izhodiščnih vprašanjih. Tako da bi prepustil kolegicam moderatorjem, da povejo, kako naprej. Tako da hvala za enkrat. Hvala, Tomaž. Zdaj, če ima kdo kakšen hiter odziv, enega, na primer, prisluhnemo, sicer pa bomo se vrnili k temule ekranu, mogoče po koncu vseh treh predstavitev, če ste za to, tako da mogoče, Jelka, Tomaž, shvanite to, pa nam boste še pol ponudil možnost ogleda, Jelka, pa kar prevzameš naprej besedo. Takole, lepo pozdravljeni. Samo ne vem, če se vidimo, samo da pogruntam, kje. Lahko kamero. Se bojim, da bom podrla prezentacijo, če kamero vključim, tako da bi jaz kar, če dovolite, kar takole začela. Vidite eno sliko, ne? Je še, ne? Lepo pozdravljeni. No, mene so pa prosili, da vam predstavim, kako poteka varstvo kmetijskih zemljišč v prostorskem načrtovanju. Mogoče poskusite zgoraj nad samo prezentacijo, ki jo boste našli. Tako, tukaj sem. Evo me, hvala. Spodaj sem gledala, seveda. No, mogoče najprej nekaj besed o tem, kaj sploh prostorsko načrtovanje je in kaj so prostorski akti, ker ne vem natančno, vidim, da nekateri med vami seveda to zelo dobro veste, mogoče pa kdo, ki tega ne ve. Na kratko, prostorsko načrtovanje je, čisto na kratko rečeno, usklajevanje različnih interesov v prostoru, usklajevanje razvojnih in varstvenih interesov, tudi usklajevanje med različnimi varstvenimi in med različnimi razvojnimi interesi. To je dejavnost, ki je in bi moralo biti izrazito interdisciplinarna, poteka v dolgotrajnih in kompleksnih postopkih, v katere se vključujejo številni deležniki, seveda tudi javnost. In če se osredotočimo na današnjo temo, v postopku prostorskega načrtovanja, zlasti seveda v občinskem prostorskem načrtovanju, v veliki meri poteka ravno opredeljevanje stavbnih zemljišč, kmetijskih zemljišč, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč. To je ta uradna, čisto osnovna klasifikacija. Zdaj pa, kaj so prostorski akti? To so prostorski planski in prostorski izvedbeni akti, in če v planskih povemo, kaj, kje bo, v prostorskih izvedbenih aktih gremo že veliko bolj podrobno raven in povemo, kako se bo tisto nekaj na tisti lokaciji zgodilo. Gre pravzaprav za odloke in uredbe,
ki jih spremljajo grafične priloge in razne priloge, v katerih so še obrazložitve, neke utemeljitve in tako naprej. S temi akti usmerjamo prostorski razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in različnih dejavnosti v krajini. In tukaj treba še povedati tudi to, sploh za ta krog, da so to pravzaprav pravni akti, kot sem rekla, uredbe, odloki, ampak kot pravniki, ki se na to temo spoznajo, jih radi rečejo, to so pač posebne vrste pravni akti z vsemi temi grafičnimi prilogami, zelo drugačni pravni akti kot vsi drugi. Pomembno pa je to, da se z njimi zagotavlja varovanje javnega interesa v urejanju prostora. To so me še opozorili, da povem, da pri nas imamo pravzaprav eno tako anomalijo. Prostorski planski akti so lahko seveda dolgoročni in srednjeročni in kratkoročni oziroma srednjeročni. Če so planski nekako bolj strateški, so izvedbeni tisti, ki že za posamezne prostorske ureditve povedo, kje se kaj bo zgodilo, na kakšen način pravzaprav, ampak občinski prostorski načrt, v katerem poteka tale zgornja alineja opredeljevanje stavbnih in drugih zemljišč, OPN je ob enem planski in hkrati tudi izvedbeni akt, kar je pravzaprav ena naša posebnost, slovenska, nažalost, to nam povzroča sive lase na več področjih. Mogoče samo en slajd, da pogledamo, kaj so državni prostorski načrti. O tem seveda zelo veliko slišimo. Tukaj je treba vedeti, da gre tukaj za prostorske ureditve državnega pomena, ki so večinoma gospodarska javna infrastruktura, linijske ureditve so to večinoma, ceste, železnice, plinovodi, daljnovodi, seveda samo tisti največji. Praviloma potekajo preko ozemlja več občin in kot vidite, se pravi, rdeči so tisti, ki so že sprejeti, zeleni so v pripravi. Večinoma je pač njihov značaj tak, da je nemogoče, da bi se z njimi recimo izognili poteku prek kmetijskih zemljišč. In seveda določena stopnja porabe kmetijskih zemljišč je tukaj nujna, se je da izogniti. Zdaj pa mogoče na tem slajdu zbranih samo nekaj na kratko o strokovnih podlagah za državne prostorske načrte. Namreč za te prostorske akte je obvezna priprava študij variant za izbor najustreznejše lokacije oziroma trase, oziroma kadar se ugotovi, da variante sploh niso možne, je v tej fazi kot študija variant šteje tudi utemeljitev najustreznejše variante oziroma trase oziroma lokacije. Z vidika varstva kmetijskih zemljišč sem tukaj navedla samo še 3 take sektorske, bomo rekli, pa manjše študije oziroma posebej poglobljene strokovne študije ali pa elaborate, ki jih je treba izdelati ponovadi že v okviru priprave okoljskih poročil. To so študije vplivov na kmetijska zemljišča, pa na kmetijska gospodarstva, pa študija ravnanja z rodovitnim delom tal, pa še kaj bi lahko naštel glede na posamezne prostorske ureditve. Namreč treba je vedeti, da recimo en daljnovod zelo malo poseže recimo na kmetijska zemljišča, samo na stojnih mestih stebrov. Sicer pa gre za 2 rabi, ki lahko koeksistirata, se pravi energetika in prenašanje električne energije, medtem ko pa neka cesta ali pa akumulacijski bazen pa seveda povzročita trajno zasedbo kmetijskih zemljišč in trajno uničenje kmetijskih zemljišč. No, mi se v prostorskem načrtovanju vedno trudimo, da recimo, če bomo takole neko študijo variant trase, neke obvoznice, da iščemo čim manj traso z čim manj vplivi na okolje, bom rekla. Zdaj, vplivi na kmetijska zemljišča so zgolj eni od vplivov na okolje. Imamo tudi varstvo narave, kulturne dediščine, bivalnega okolja, varstvo pred hrupom, poplave, skratka, varstvo gozdov tudi navsezadnje, in tako naprej. Zdaj, kadar je naročnik posebej ozaveščen, bom rekla, včasih se vendarle še naročijo študije oziroma analize ranljivosti, privlačnosti in ustreznosti prostora, ki pa na prav zelo transparenten, prav matematično-planerski način pokažejo, kje so
zemljišča lahko sicer zelo privlačna za neko dejavnost, vendar je prostor za njih zelo ranljiv in se potem z prikrivanjem teh različnih layerjev, čist z izračunom ugotovi, kje pa je prostor pravzaprav najbolj ustrezen za tisto neko rabo. No, ampak z vidika porabe kmetijskih zemljišč in poselitve, ki seveda v veliki meri posega na kmetijska zemljišča, so pa zanimivi predvsem občinski prostorski načrti. V njih namreč poteka sprememba iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna, v njih se določajo pogoji za gradnjo tudi na kmetijskih zemljiščih, kot vemo, so nekateri posegi, nekatere ureditve na kmetijskih zemljiščih dopustne, jih dopušča tudi kmetijski zakon. Ponekod se določajo območja in pogoji za večnamensko rabo kmetijskih zemljišč, na primer neke rekreativne ureditve, recimo postavitve vetrnic, prej se že omenila tudi daljnovodnost, zadnje poteka prek kmetijskih zemljišč lahko, če se tako določi v primernem prostorskem aktu. No, ampak ko govorimo o površinah, tole recimo na desni je en izsek iz izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, spodaj so pa trije grafični prikazi iz strateškega dela, ker občinski prostorski načrti, to moram reči, da tole, kar je na tem slajdu, je dosedanja praksa, novi zakon pa ločuje občinske prostorske plane, ki bodo strateškega značaja, kot so ti trije spodnje slikce, in občinske prostorske načrte, ki bodo tele izvedbeni, kot je tale na desni. Nekatera stavbna zemljišča, moram reči, so po pravilniku, ki določa, na kakšen način se določajo tele barve, vidite, tale živo-zelene barve so nekatere, pravzaprav še vedno ostajajo v kmetijski rabi, vendar se v nekih bilancah in evidencah štejejo pod kmetijska zemljišča. Bom naprej potem še nekaj na to temo povedala. Bi pa rekla, da je v pripravi sprememb občinskih prostorskih načrtov je en pomemben input so razvojne pobude, tako imenovane pobude zainteresirane javnosti, to so lastniki zemljišč, pravne osebe, fizične osebe, ki pač dajejo pobude, da bi recimo njihovo zemljišče opredelili kot stavbno. No, tukaj na desni imate čisto na tako majhno slikco, da imate majčkeno približno idejo, kaj dobimo na mizo prostorski načrtovalci, kakšne vse ideje imajo ljudje, da bi recimo imeli stavbno zemljišče tukajle, ali pa tukaj bi malo razširili, to je še do nekje nekako razumno. Tale pa reče, da mi ne bodo obdavčili tega stavbnega zemljišča, ker se bojim davka na nezazidano stavbno zemljišče, dajte vi meni tole nazaj v kmetijsko zemljišče, in tudi kupci recimo se tako obnašajo, tole zemljišče stane 1 evro po kvadratnem metru, tale pa najbolj 40, in tako naprej. Skratka, mi moramo pri prostorskem načrtovanju, pri pripravi OPN-jev in njihovih sprememb upoštevati celo serijo, in to so tele pobude, so takole recimo razprostranjene po nekem območju neke občine, Mi moramo seveda upoštevati CPRS, PRS, prostorsko zakonodajo, strateški del OPN in urbanistična merila za prostorsko načrtovanje, med katerimi pa je, recimo tukaj sem zgolj eno alinejo pobarvala, ki sliši popolnoma čistna kmetijska zemljišča z boniteto nad 40, prej smo že slišali, da so najbrž boniteta pod 40 res že zelo taka zemljišča, ki pa ni od njih pričakovati nekega pridelovalnega potenciala, če tako rečem. Moram pa reči, da med temi kriteriji, tukaj tudi vidite, so tudi območja varstva vodnih virov, gozdov, narave, kulturne dediščine in tako naprej, in da je to varstvo kmetijskih zemljišč seveda zgolj ena od kategorij, ki se pa velikokrat prekriva tudi s preostalimi, oziroma ko vse te kategorije zložimo skupaj, praktično ni mogoče najti nobenega kvadratnega centimetra zemljišča ali pa komaj kakšnega, za katerega se reče, no tukaj je pa res popolnoma brez problema lahko pozidamo tale tla. Moram tudi reči, da zdaj smo imeli v občinskih prostorskih načrtih in še imamo območja najboljša in druga kmetijska zemljišča z oznako K1 in K2, ampak moram reči, že zadnjih kar precej let kmetijsko ministrstvo sploh ne razlikuje pri varstvu kmetijskih zemljišč med enko in dvojko in vsa kmetijska zemljišča se pač varujejo v čim večji možni meri. Bi pa rada povedala sem še to, da statistični podatki tudi ne povedo vsega. Naprimer, podatki o dejanski rabi tal, ki jih pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Recimo med pozidana in sorodna zemljišča, recimo uvrsti seveda celo takole sosesko, ker je pač glede na podrobnost tega podatka to najbolj tudi edino smiselno, ampak tukaj vidimo je cel kup vrtov, na katerih se seveda še kako prideluje hrana, ne. Ta zemljišča so tudi v OPN-ju po namenski rabi, se pravi, planska raba je namenska, dejanska je pač dejanska. So tudi ta zemljišča tudi uvrščena pod stavbna zemljišča, vendar se na njih seveda prideluje hrana. Tudi v takem širšem prostoru, če recimo pogledamo stavbna zemljišča, so tudi vrtički, so tudi neke športne površine, ki so pravzaprav travniki samo s kakšnimi potmi ali pa mogoče kakšno nogometno igrišče, parkovne površine, na primer v Novem mestu park na Marofu je praktično tako velik kot celo mestno jedro, ne. To so lahko velike površine, ki pravzaprav so v kmetijski rabi, še bodo ostale v kmetijski rabi, vendar zaradi svoje lege v zaledju mesta ali pa tudi v srednjem delu mesta, če hočete, imajo pač neko večnamensko funkcijo in služijo tako kmetijstvu kot tudi rabi prebivalcev. Zdaj, kako nastopa pravzaprav kmetijstvo v prostorskem načrtovanju? V bistvu nastopa v dveh vlogah. Enkrat kot zastopnik varstva kmetijskih zemljišč, enkrat pa kmetijstvo nastopa kot pa čisto razvojna dejavnost. In to prvo vlogo pravzaprav zastopa ministrstvo, pristojno za kmetijstvo kot nosilec urejanja prostora, ki daje smernice, daje mnenja na koncu in se zelo trudi v smeri omejevanja posegov na kmetijska zemljišča, z usmerjanjem iz nekih, oziroma preprečevanjem poseganja na neke sklenjene kmetijske komplekse, ki so seveda vrednejši kot neke raztreščene drobcene površine, z usmerjanjem na kmetijska zemljišča s čim nižjo boniteto, potem z zahtevami za nadomeščanje kmetijskih zemljišč, o čemer je Tomaž že kar precej povedal, tukaj je vprašljivo, kaj lahko s tem pravzaprav dosežemo. Ti ukrepi so gotovo, imajo nek domet oziroma neke omejitve. No, imamo pa tudi kmetijstvo kot razvojna dejavnost. No, to pravzaprav kar malo pozabljamo. Tudi jaz moram reči, ko se spomnim, da smo pred 30 leti imeli v občinskih prostorskih načrtih kar zelo obsežno območje za namakanje in usuševanje oziroma za agrarne agromelioracije, komasacije tudi recimo, pač kot poseg v prostor. Zdaj v sedanjih OPN-jih tega praktično ni, čeprav je tudi to zelo velik poseg v prostor, zelo veliko preoblikovanje kulturne krajine, če hočete, zelo pomembno ali za vzdrževanje kulturne krajine, ali pa je lahko vzrok za njeno popolno preobrazbo, gotovo pa za povečanje pridelovalnega potenciala tal. Tega je pravzaprav zdaj dosti malo, mogoče bo kdo Tomaž še več o tem lahko povedal, no, ampak kmetijstvo je tudi kot razvojna dejavnost, tudi v smislu nekih specifičnih novih kultur, kmetijskih kultur, oblik kmetovanja, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vse večji, moramo povedati seveda in vedeti, da naše podeželje v veliki meri povezano s turizmom in potem posredno tudi z varstvom kulturne dediščine, z varstvom narave, in veliko predelovalnih dejavnosti je usmerjeno v turizem. Nekatere predelovalne dejavnosti so povezane z gozdarstvom, recimo razrez lesa, pa pridelava hrane, se pravi prehrambenih izdelkov in tako naprej, ne. Gre za postavitev raznih kmetijskih gospodarskih objektov, pomožnih objektov v odprtem prostoru, v krajini, pri čemer moram reči, da se prostorski načrtovalci trudimo zapisati stvari v odloke OPN-jih na tak način, da so taki posegi dopustni res samo nosilcem kmetijskih gospodarstev, stavki in toliko veliko kmetijo, ne pa kar vsakomur, ker status kmeta je danes, mislim, da je relativno lahko dobiti. In potem se izkaže, da čebelnjaki pravzaprav niso čebelnjaki, ampak so vikendi, da kozolci niso kozolci, ampak so samo štenderji za plakate in hlevi podobno in tako naprej. Skratka, kmetijstvo kot nek razvojna dejavnost, kot nek porabnik krajine in tal kot naravnega vira, seveda tudi povzroča neke vplive na okolje, tudi onesnaženje tal in voda, neprijetne vonjave, hrup in tako naprej. Kmetije postajajo vse večje, selijo se kmetije, vemo, da se kmetije danes večajo, da jih je manjše število, da so pa čedalje večje, tudi čedalje večji objekti, čedalje večje stavbe, selijo se, to so pravzaprav proizvodne, to je pač kmetija, danes je pravzaprav neka proizvodna enota, ki pač
se ne moramo temu izogniti, pač proizvodna hrane, pač proizvodna hrane na različne načine. V kulturni krajini tudi prihaja pri intenziviranju kmetijske rabe, do odstranjevanja nekih živic, tudi recimo obvodne zarasti, vidimo, na primer, žal, da mislim, da se še vedno to nažalost dogaja, da se, kjer so gerki, kjer so površine opredeljene, za katere se pridobivajo neke subvencije, se celo sprožajo poseki obvodne vegetacije, zato ker se odbijajo točke kot možnost za pridobivanje sredstev, če je kakšna senca na zemljiški parceli in tako naprej. Imamo pa seveda, kjer je pa kmetijstva kot razvojne dejavnosti ni ali pa kjer odhaja, je pa seveda opuščanje kmetovanja, zaraščanje kulturnih krajin in tako naprej. No, trajno varovana kmetijska zemljišča so ena zelo pomembna kategorija, ki je zaenkrat bolj ali manj črka na papirju, če ni preveč heretično slišati. Gre namreč za to, da imamo sicer uredbo, ki določa trajno varovana kmetijska zemljišča, TVKZ, na kratko za celotno Slovenijo, to je tale znana karta. Treba je povedati, da se ta zemljišča naj bi se določila v postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrtov. Opredelile naj bi se za dobo 10 let in sicer naj bi se opredelile na podlagi nekih osnovnih strokovnih podlag za TVKZ, ki jih naroči MKGP, in na podlagi strokovnih podlag za poselitev. Te dvoje strokovne podlage bi bilo treba ugotoviti v enih in drugih soočiti in se odločiti, kako zarisati mejo med TVKZ in območji naselij po parcelnih mejah. Zakon pa določa, da se strokovne podlage za TVKZ naročijo šele potem, ko občine sprejmejo sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN-ja in te strokovne podlage izdela izbrani izdelovalec, ki je izbran že kakšne 3 leta, Tomaž Kralj, to je en izdelovalec za celotno Slovenijo. Tudi midva s Tomažem sva v ekipi mimogrede, Ampak, ker se sklep o začetku priprave sprememb plana sprejme šele po izdelavi in potrditvi izhodišč, po izdelavi tolikih strokovnih podlag, se sklep sprejme potem, ko je že priprava OPN-ja že zelo daleč. In vse to je določil ZUREP-3, ki je bil uveljavljen, ZUREP-2, ki je bil uveljavljen začel se uporabljati v letu 2018. Do danes sta izdelani točno 2 strokovni podlagi za TVKZ, 2 sta v zaključevanju, 2 pa v naročanju. Tako da to zelo, zelo spotikajoče in počasi nastaja. Jaz bi zdaj samo še na par slajdih pogledala, kakšna je pravzaprav pa naša realnost glede varstva kmetijskih zemljišč, v bistvu v kontekstu prostorskega načrtovanja. Zdaj, neposredno se to varstvo uresničuje skozi načelo trajnostnega urejanja prostora, kot je zapisano v ZUREP-3, se pravi v trenutno aktualnem prostorskem zakonu. Lahko rečem, da je v postopku prostorskega načrtovanja zelo, zelo poudarjeno omejevanje širitve naselij in zlasti razpršene poselitve. Žal pa moram reči, da obenem nimamo nekih jasnih meril za opredelitev pomembnejših središč v omrežju naselij, v katerih bi naj zagotavljali neke razvojne površine za širitev pozidave, za doseganje večjih gostot in za neko res racionalno rabo prostora z neko organizirano gradnjo. Hkrati se soočamo z dejstvom, da imamo čedalje bolj pereče pomanjkanje ustreznih in dostopnih, kvalitetnih stanovanj za širok spekter uporabnikov in tudi zemljišč za gradnjo, komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo ni. Tako da so v večjih naseljih, če pogledamo, kaj se dogaja v praksi, zelo omejene možnosti dejansko za prostorski razvoj, hkrati so na podeželju čedalje večji pritiski za opredelitev novih stavbnih zemljišč, to moramo vedeti, da so tam stavbne zemljišča bistveno cenejša kot v mestih, hkrati imamo in na podeželju in v mestih zelo veliko opuščenih stavb in veliko praznih stanovanj, ponekod na odročnejših delih celo opuščena naselja. Hkrati imamo zelo slabe evidence stanja stavbnega fonda, tako stanovanj kot gospodarskih con, kot trgovskih območij v smislu zasedenosti stavbnega fonda in gradbeno-tehnične ustreznosti. Hkrati je taksa za spremembo namenske rabe prostora, se pravi iz kmetijskega v stavbno,
tako nizka, da z njo ne moramo prav nič regulirati. Tukaj nažalost, mislim, da je bilo leta 2011, je bil dober namen, da kmetijski resor uveljavi visoko takso, vendar to pač državni zbor tega ni sprejel. Obenem ugotavljamo, da ni, ali pa saj ne dovolj, ali pa skoraj, da ni nobenih spodbud pametnih za neko prenovo, za resno prenovo stavb, posameznih stanovanj, sosesk, mestnih jeder, vasi in tako naprej. Zato tudi interesa za prenovo praktično ni, ali pa je zelo omejen. Dejansko so novogradnje kot greenfield, sploh na podeželju, veliko cenejše, ne. Kar pa je še pomembno za posege na kmetijska zemljišča in za tudi navsezadnje, tudi za kakšne trajne zasedbe kmetijskih zemljišč, je pa tudi treba povedati, da je velik del posegov, ki se dogajajo na kmetijskih zemljiščih, pravzaprav take vrste, da zanje niti niso potrebne kakšne resne gradbene dovoljenja in zaradi tega investitorji sploh ne grejo pogledati v OPN, kaj se tam lahko zgodi, če se lahko zgodi, in seveda takih določil, tudi če v OPN-ju so napisane, se ne upošteva. Posledice tega so zelo spremenjena struktura kmetij, jih je, kot sem že rekla, manj, pa so večje, kmetijska pridelava se specializira, intenzivira, kar prinaša za sabo tudi s seboj tudi nekaj vpliva na okolje, gospodarski objekti, kmetijski so čedalje večji. Obenem se nam dogaja še vedno zaradi pomanjkanja stanovanj, da se na podeželju zidanice spreminjajo v stanovanjske hiše, vinogradniška območja postajajo kar na lepem naselja, kar je popolnoma neprimerno. Tukaj moram reči, da ob tej priložnosti bi tukaj le rekla, da pač je pri urejanju prostora imajo zelo pomembno vlogo nekateri dejavniki, nekatere sistemske rešitve, ki na prvi vtis sploh nimajo zveze z urejanjem prostora, pa nam zelo vplivajo. Na primer, pri teh zidanicah bi to povedala na kratko, da v 80-ih letih je geodetska uprava v enem trenutku začela dodeljevati zidanicam hišne številke. Čim so imeli hišne številke, je Ministrstvo za notranje zadeve mirno, brez problema, še do nedavnega podeljevalo potrdilo o stalnem bivališču. Če greste pa na spletne strani nepremičninskih podjetij, boste pa videli, da se prodajajo bivalni vikendi. Ljudje so skratka dobesedno zavedeni, prepričani, da se tam lahko stanujejo, v prostorskih aktih pa seveda zidanico obravnavamo kot kmetijski pomožni objekt. Pomožni objekt pa je nekaj, kar je pomožen in spada k nekemu osnovnemu. Skratka, narobe svet, no. Tako da se nam na podeželju zelo spreminja tipologija gradnje, tudi poraba zemljišč na podeželju je relativno, bomo rekli, ekstenzivna, ker tam ni parcela velika 450 kvadratnih metrov kot v mestu, ampak je, ne vem, 700 in tako naprej, ne. Če ste pozorni, tudi zdaj recimo novogradnje, čedalje manj je kleti, ne, ni kleti, so pa garaže, in veliko bolj so pozidane parcele že same po sebi, kar je zelo potratno, prostorsko potratno, ne. Vse tisti prostori, ki smo jih do zdaj imeli v kletnih etažah, ne, se zdaj selijo gor na teren, ne. Hkrati, skratka, se nam pojavljajo konflikti med kmetijsko rabo in bivanjem, sploh, ker prihaja do spremenjenega načina življenja na podeželju, ker na lepem urbane, mestne ljudi dobivamo na podeželje, kjer je, poslušamo na javnih obravnavah problem, ker sosed zjutraj je žgal traktor, pa tamle poliva gnojnico, pa tako naprej, in to na čistem podeželju nekateri seveda strašno moti, čeprav so oni prišli, ki vejo, kam so prišli, saj ve, da bi morali. Mi sicer v prostorskem načrtovanju ukinjamo stavbna zemljišča, kjer so slabe razmere in tako naprej za kmetovanje. Včasih nas pa razmere silijo zaradi tega nadomeščanja kmetijskih zemljišč, da ukinjamo stavbne zemljišča tudi tam, kjer ni pametno in skratka prihajamo neke stiske, obenem še vedno nelegalne gradnje, zaraščanje in tako naprej. Obenem se nam v urbanih naseljih povečuje gostota pozidave, kar je do neke mere prav, vendar hkrati prihaja do velikih sprememb tipologije gradnje, gradijo se recimo večstanovanjske stavbe v delih naselij, kjer to sploh ni primerno, vsi poznamo, ne vem, že primer Rožne doline v Ljubljani, pa še veliko tega je po podeželju, kar letni stanovanjski blokci rastejo po vaseh. Potem se pozidujejo javno odprte površine v naseljih, vse v imenu kakor zgoščanja oziroma boljšega izkoristka, vendar je treba vedeti, da s tem odprte površine v soseskah in v mestih
izginjajo, itak so postala parkirišča, ni novih javnih zelenih površin, tudi te imajo mimogrede, kot sem prej pokazala, status stavbnega zemljišča in seveda posledično upad kakovosti bivanja. Tako da, če s tem ne bi jaz zaključila, verjetno bi bilo treba, da bi presegli te težave, treba razmišljati v smeri usmerjanja poselitve, predvsem v večje naselja, usmerjanje, kar pomeni tudi spodbujanje, tudi finančne spodbude, se pravi, ne samo prostorski zakon, pa negativna mnenja kmetijskega resorja, recimo pri prostorskem načrtovanju. Tudi kakšni drugi organizacijski, pravni, finančni ukrepi se morajo zgoditi. Za usmerjanje poselitve, predvsem večje naselja in pri tem rabimo neka jasna merila, kaj so to mesta in urbana naselja in kaj so pogoji za njihovo širitev. Jaz moram reči, da urbana naselja so danes po definiciji, mogoče me bo kdo popravil, tam je recimo drug Tomaž, ampak mislim, da še vedno velja definicija. Urbana naselja so mesta in druga urbana naselja. Tako da s to definicijo si žal ne moramo kaj dosti pomagati. Pa tudi najbrž niso samo urbana naselja tista, ki bi izgostili, verjetno še tudi kakšna druga središča, ampak prostorski načrtovalci bi rabili dokaj ali pa precej bolj jasne merile, kot jih imamo zdaj. Gotovo je treba izboljšati evidence stavbnega fonda in dejanskih potreb glede stanovanj in gospodarskih con in javnih odprtih površin in kolesarskih povezav, mimogrede kolesarske povezav čez kmetijska zemljišča. Ni dopustno peljati, razen za izrecno spremembo namenske rabe v planu. Potem bi potrebovali, kot sem že prej rekla, veliko več spodbud za prenovo, spodbude v smeru tehnoloških usmeritev, strokovnih rešitev, oblikovalskih rešitev in finančnih spodbud, naprimer ta davek na nezazidana stavbna zemljišča oziroma dajatve na spremembo namenske rabe iz kmetijske v stavbno, večjo takso na tožu, naslednji alineji in sistemske spodbude za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. S tem bi gotovo lahko vplivali na ceno in zagotovili boljši izkoristek stavbnih zemljišč. Čim prej bi bilo vendarle treba določiti ureditveno območje naselij in trajno varovana kmetijska zemljišča in tako začrtali bolj jasna pravila in bolj trdnejšo zavezo v urejanje prostora za vse deležnike. In zaključila bi mogoče s tem, da bi bilo treba res začeti uresničevati načela iz koncepta krajinske politike. Priporočam, da si pogledate spletno stran krajinskapolitika.si, kjer je zelo poudarjena nujnost medsektorskega sodelovanja, to je omenil prej tudi Tomaž. Danes se dejansko soočamo z zelo parcialnim pogledom na urejanje prostora, vsak resor, vsak sektor pač gleda iz svoje perspektive, tudi mi vsi nastopamo, tudi nevladniki iz svoje perspektive, jaz kot prostorski načrtovalci iz svoje, ko bomo šli domov, bom jaz tudi dala najbrž vlogo za širitev stavbnega zemljišča, ker bi se pa tudi mi eno hišo zgradili tamle, ali pa bi v krajevni skupnosti radi naredili fuzbal igrišče, ne? Pač vsak je v neki vlogi in želela bi si, da bi se čim bolj razumeli med seboj, mislim, da je današnji posvet temu namenjen. Skratka, v okviru krajinske politike zelo poudarjeno načrtovanje in varstvo in upravljanje, se pravi tisto, kar je že zelo beyond prostorsko načrtovanje, ne. Mislim, da samo na tak način bomo res lahko zagotovili neko racionalno uporabo kmetijskih zemljišč in obenem omogočili prostorski razvoj in navsezadnje kakovost bivanja, pa tudi si ohranili in našo kulturno krajino, no. Tako, s tem bi jaz zaključila. Hvala. Maja, ne slišimo te. Ja, hvala Jelka. Zdaj smo takole globoko zajadrali v polje prostorskega načrtovanja. Imamo sicer že neko malo vprašanje tudi zate, ki ne vem, če je tako zelo malo. Mislim, da je kar, ne vem, Senka, kako predlagaš, gremo naprej ali spustimo eno vprašanje? Jaz bi predlagala, da še to zadnje davanje damo skozi, da si potem damo duška. Prav, ja. Potem pa kar prosim dr. Renato Karba, da še ona prevzame besedo in še ona poda svojo predstavitev, pa bomo potem imeli dober okvir za razpravo. Hvala, Renata. Ja, hvala tudi tebi, Maja, in še z moje strani lep pozdrav.
Jaz bi skratka govorila o samooskrbi s hrano. Samooskrba je pravzaprav statistični kazalnik, ki kaže, v kolikšni meri domača proizvodnja hrane pokriva domačo potrošnjo. Agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar je pred časom v enem medijskem prispevku povedal, da je to zastarel pojem, ki potrošniku pravzaprav ne pove nič o tem, koliko domače hrane pojemo, ker se toliko hrane pač uvaža in izvaža. No, v Sloveniji se hrana večinoma uvaža. Police so polne in na videz res ni pomembno, koliko od tega pridelamo doma. Če ne pridelamo sami, se pač uvozi. Iz tega zornega kota je samooskrba dejansko zastarel pojem. Pravzaprav bi bil, če bi živeli v zelo stabilni družbi, pa ne živimo. Kot nam je pokazal COVID, se lahko stvari hitro obrnejo na glavo. Zaradi geopolitičnih in drugih razlogov, na primer podnebnih sprememb, se lahko situacija hitro spremeni in polne police ne bodo več tako samoumevne. Zato pojem samooskrbe s hrano morda vseeno ni za staro šaro. Zdaj bom pa začela deliti mojo prezentacijo. Takole. Poglejmo si, kakšna je stopnja samooskrbe z nekaterimi vrstami živil, za katere podatke obdeluje naš statistični urad. Na grafu vidimo za obdobje zadnjih 20 let stopnjo samooskrbe za žita, meso, jajca, krompir in zelenjavo. Ne bomo šli v podrobnosti, ampak takole na prvi pogled nam pade v oči, da v teh zadnjih 20 letih nismo kaj prida napredovali. So razlike med leti, kakšnega naraščajočega trenda pa ni opaziti. Drugo, kar opazimo, je, da je stopnja samooskrbe večja za hrano živalskega izvora, meso in jajca, in nižja za hrano rastlinskega izvora, žita, krompir in zelenjavo. Leta 2020 je bila stopnja samooskrbe z zelenjavo samo 48%, v nekaterih predhodnih letih je bila še nižja. Pravzaprav je tudi ta visoka stopnja samooskrbe za hrano živalskega izvora nekoliko varljiva. Zato, ker v Sloveniji ne pridelamo zadosti krme za našo živinorejo in moramo velik delež krme uvoziti, večinoma iz Južne Amerike. In vemo, da tam za pridelavo beljakovinske krme, kot je soja in koruza, padajo starodavni deževni gozdovi. Skratka, naša samooskrba se ne povečuje, pa čeprav je to zimzeleni cilj vseh naših strateško-razvojnih dokumentov. Zakaj je naša samooskrba tako nizka? Kaj vi menite? Vabim vas k sodelovanju v anketi, ki se bo zdaj pokazala na zaslonu. Vprašanje je, kaj po vašem mnenju najbolj ogroža samooskrbo s hrano? Ponujamo vam 5 odgovorov, prosim, izberite tistega, ki se vam zdi najpomembnejši. Nina, kako napredujemo? Mogoče še par sekund počakamo. Da bo to časi. Še minutko, potem pa zaključimo in si pogledamo rezultate. Evo, največ vas meni, da je največja grožnja naši prehranski samooskrbi s hrano to, da nakupujemo v trgovskih centrih. Ne vodi prav zelo ta odgovor, nasledi pa pozidave kmetijskih zemljišč. Vse, kar je bilo navedeno v možnih odgovorih, na nek način vpliva.
vsi navedeni dejavniki so pomembni. Po mojem mnenju pa je vendarle najpomembnejša sprememba namennosti in pozidava kmetijskih zemljišč. Kot je pisalo že v najavi tega seminarja, stanje v Sloveniji na tem področju je skrb vzbujajoče. Slovenija je na repu evropskih držav po površini kmetijskih zemljišč na prebivalca. Še bolj zaskrbljujoče je ta naš trend pozidave, ki se kljub temu, da se problema zavedamo, kar ne zaustavlja. Kmetijska zemljišča so neobnovljiv naravni vir. Vse drugo, kar je bilo našteto v anketi, lahko spremenimo. Lahko izkrčimo zaraščena zemljišča, lahko spremenimo nakupovalne navade, lahko spremenimo strukturo kmetijske pridelave, lahko se odvadimo metati hrano stran. Ko pa je zemljišče enkrat zabetonirano, je za pridelavo hrane izgubljeno za vedno. Zato, po mojem mnenju, ni nič tako pomembno. Nobena obrtna cona ali tovarna, noben nakupovalni center, nobena stanovanjska hiša ali javni objekt. Če nimamo tal, na katerih se lahko pridelamo hrano, se lahko glede samooskrbe slikamo. Kmetijska zemljišča, tako kot drugi naravni viri, nimajo glasu in se ne morejo braniti sama. Tudi niso v njihovo obrambo naravnane politike in regulativa, kot je Jelka povedala, ki dopušča, da prepogosto prevladajo špekulativni nameni in gonja za dobičkom. Zato je naloga nevladnih organizacij, ki delujemo v javnem interesu, s statusom ali brez, in se zavzemamo za trajnostni razvoj, da branimo kmetijska zemljišča pred spremembo namennosti. Ko smo se borili proti postavitvi Magnine lakirnice v občini Hoče - Slivnica, to je na sliki, smo se prvenstveno borili proti pozidavi 100 hektarov kakovostnih kmetijskih zemljišč. Kmetijskih zemljišč imamo torej malo. Vprašanje pa je, ali jih imamo zadosti za našo samooskrbo. Ali jih je, ali jih ni zadosti, je v veliki meri odvisno od tega, kaj pridelujemo in tudi od naših potrošniških navad. Velika pridelava in poraba mesa in mleka potegne za seboj potrebo po velikih pridelovalnih površinah, tudi veliko vode in tudi povzroča velike izpuste toplogrednih plinov. Za pridelavo hrane živalskega izvora primerljive hranilne vrednosti je potrebno mnogo več zemlje in vode kot za rastlinsko hrano. Povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji torej ne moremo doseči brez zmanjšanja živinoreje, predvsem govedoreje. Za dosego samooskrbe bi bilo potrebno predvsem na rodovitnih ravnicah poljedelstvo usmeriti v pridelavo rastlinske hrane za ljudi, zelenjave in sadja, pašo živine za mesno in mlečno proizvodnjo pa preusmeriti na področja, ki so za poljedelstvo manj primerna, v hribovit, gričevnat cvet ter na območja zaraščanja. Zmanjšanje obsega živinoreje je tudi ključni ukrep za zmanjšanje vpliva kmetijstva na podnebne spremembe. Izpusti metana, ki nastajajo pri reji prežvekovalcev, predstavljajo pretežni del nacionalnih kmetijskih emisij toplogrednih plinov. Na ravni posameznika je zmanjšanje porabe hrane živalskega izvora, mesa in mleka, eden najpreprostejših ukrepov z velikim učinkom zmanjšanja osebnega ogljičnega odtisa. Ne zahteva nobenih dodatnih finančnih sredstev in ni samo prijazen do okolja in podnebja, ampak koristi tudi našemu zdravju. Prebivalci Slovenije smo kar veliki mesojedi. Pojemo veliko več mesa in mesnih izdelkov, kot bi bilo dobro za naše zdravje. S porabo skoraj 1 kilograma mesa na osebo na teden precej presegamo priporočene vrednosti.
Slovenski nacionalni inštitut za javno zdravje v svojih prehranskih priporočilih odsvetuje uživanje več kot 30 dekagramov rdečega mesa oziroma mesnih izdelkov na teden. Uživanje več kot pol kilograma rdečega mesa oziroma mesnih izdelkov na teden pa opredeljuje kot resno tveganje za zdravje. Zato, ker živinoreja povzroča velik delež nacionalnih emisij toplogrednih plinov in ker bi bilo v interesu javnega zdravja, da jemo več rastlinske hrane, človeka resno razkurijo kampanje, kot je Naša super hrana, ki jo izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Že nekaj let je tu v ospredju promocija našega super mesa in mleka, šele v zadnjem času se sramežljivo priključuje še super sadje. To je v luči podnebne krize popolnoma nesprejemljivo. Kmetijstvo pa ni samo sektor, ki ima z velikimi izpusti toplogrednih plinov velik vpliv na podnebne spremembe, ampak je tudi eden od spremembom podnebja najbolj izpostavljenih sektorjev. Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja in naše kmetijstvo že občuti posledice naraščajoče temperature, spremenjenih padavinskih vzorcev in čedalje pogostejših in močnejših ekstremnih vremenskih dogodkov. Predvsem suša postaja stalna spremljevalka naše kmetijske pridelave in seveda zmanjšuje našo zmožnost samooskrbe. V Sloveniji je bilo po letu 2000, kar 7 močnejših suš, v 40 letih predtem pa le 1. Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam se zato v največji meri nanaša na oskrbo z vodo. V Sloveniji s podnebnimi spremembami pravzaprav ne gremo v bolj sušno podnebje. Projekcije podnebnih sprememb kažejo, da se količina padavin na letni ravni ne bo zmanjševala in Slovenija bo ostala z vodnimi viri bogata država. Vendar pa bomo čedalje več padavin dobili v obliki močnih nalivov. Tudi se bo spremenila razporeditev padavin, predvsem jih bo več po zimi, manj pa spomladi in poleti, ko pa jih rastline seveda najbolj potrebujejo za rast. Zato se bomo morali veliko bolj potruditi z zadrževanjem vode v krajini, po možnosti z naravnimi, pa tudi z umetnimi zadrževalniki in z namakanjem. Po drugi strani pa s pomožnosti sonaravnimi protipoplavnimi ukrepi, s katerimi bomo blažili učinke poplav. V prihodnosti bo najbrž vse več takšne kmetijske pridelave, kot se v Prekmurju že prideluje paradižnik lušt. Na sliki je obrat v vasi Renkovci, ki obsega 6 hektarjev. Namaka se z deževnico, ki jo zbirajo v velikih bazenih, za ogrevanje rastlinjakov pa uporabljajo geotermalno vodo. Ni najlepše, je pa učinkovito in tudi odporno na podnebne spremembe. Ko govorimo o hrani, ne moremo mimo še enega perečega področja, ki vpliva na našo samooskrbo, namreč zavržene hrane. V Sloveniji zavržemo veliko hrane in niso vsega krivi gostinski obrati in trgovine, kar polovica zavržene hrane nastane v gospodinjstvih. Vsa ta zavržena hrana se pridela, pri tem se porabijo naravni viri, nastanejo izpusti toplogrednih plinov, vendar je nikoli ne pojemo. Če še nekako požremo podatek, da je oskrbovalna veriga s hrano velik porabnik naravnih virov in velik vir emisij, saj je hrana osnovna človekova potreba, pa je tale podatek, da jih potem toliko vržemo stran, neprebavljiv.
Pa se vrnimo k potrebi, da povečamo delež pridelave in potrošnje rastlinske hrane. Popravite me, če se motim, ampak mislim, da z urejanjem prostora ne moremo veliko vplivati na to, kaj se prideluje na njivah. Zelo močno pa lahko podpremo pridelavo rastlinske hrane z vzpostavljanjem pogojev za vrtičkanje. Slovenci smo narod vrtičkarjev, na vrtovih si pridelamo res veliko hrane. Če bi bila tako skrbno, kot so obdelani vrtovi, obdelana vsa kmetijska zemljišča, bi se naša samooskrba močno povečala. Vrtičkarji največkrat tudi zelo dobro skrbijo za rodovitnost tal in uporabljajo sonaravne metode pridelave. Pri nas ima velik delež individualnih hiš zelenjavne vrtove, imamo pa tudi zelo lepe primere mestnih vrtov za tiste, ki živijo v blokih. Zagotovo te primere poznate. Prvega naj omenim skupnostni vrt v Mariboru, ki je nastal pred dobrimi 10 leti, ko je bil Maribor Evropska prestolnica kulture. Takrat so zaorali ledino na področju skupnostnih urbanih vrtov in so vzpostavili prvi ekološko certificirani urbani skupnostni vrt v Sloveniji. Nastal je s projektno podporo, naprej pa se razvija predvsem s prostovoljnim delom ljudi in kot tak predstavlja enega izmed trajnih učinkov EPK. Vrtičkarstvo v Mariboru je v letih od 2011 doživljalo vzpone in padce, kljub vsemu vrt v Borovi vasi in skupnostno vrtnarjenje na njem ostajata zgled za urejanje vrtičkov, tako v Mariboru kot drugod. Primer je predvsem sprožil veliko javno zanimanje za skupnostno vrtnarjenje, navdihnil je nove ureditve in tudi raziskovanje vrtičkarskih praks. Zdaj v Sloveniji mislim, da ni več večjega mesta, ki ne bi imelo vrtičkarskega območja, kjer si lahko ljudje sami pridelujejo hrano ter se ob tem rekreirajo in družijo. V Ljubljani se občina ni najbolje lotila urejanja vrtnarjenja na občinskih zemljiščih in površin za vrtnarjenje primanjkuje. Kljub temu in morda prav zato so ljudje našli različne načine, kako izživeti svojo vrtičkarsko žilico. Eden najbolj prepoznavnih takšnih primerov je skupnostni vrt onkraj gradbišča, ki deluje od leta 2010 kot začasna raba zemljišča, ki je pravzaprav 1000 kvadratnih metrov velika mirujoča gradbena jama sredi stanovanjske soseske v centru mesta. Pobudniki tega vrta v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi zainteresiranimi so zemljišče spremenili v skupnostni prostor namenjen vrtovom, druženju, izobraževanju in kulturi. Še danes, po 10 letih, delujejo na osnovi pogodbe o začasni rabi z občino, ki jo podaljšujejo iz leta v leto. Zdaj tam vrtnari in se druži okoli 100 ljudi. Del njihovega odgovora je tudi, da del njihovega dogovora je, da pri obdelavi vrtov ni dovoljena uporaba sintetičnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin. Skratka, vrtnarijo na ekološki način. Da je lokalno pridelana hrana boljša, se je v naši družbi kar nekako usedlo v zavest ljudi. In tudi vsi veliki trgovci se trudijo v svojo ponudbo vključiti čim več lokalnih pridelkov. Ampak to se ne more niti približati izkušnji, ki jo imamo na tržnici, kjer potrošniki pridemo v neposredni stik s pridelovalci oziroma proizvajalci. Koristi takšnih kratkih oskrbnih verig pridejo še posebej do izraza
če so lepo povezane s trajnostno mobilnostjo, tako da ljudje lahko pridejo na trg peš, s kolesom ali pa z javnim potniškim prevozom. Vse nas, ki delujemo na področju trajnostnega razvoja, ne zanima kakršnakoli samooskrba s hrano, ampak samo trajnostna samooskrba. Takšna, ki ne povzroča uničevanja naravnih virov in takšna, ki je dobra za naše zdravje. Vemo, da živimo v obdobju 6. velikega izumiranja živalskih in rastlinskih vrst na našem planetu. Sistem oskrbe s hrano igra pri tem odločilno vlogo. Z netrajnostno rabo zemljišč in spremembami rabe zemljišč ter z emisijami v tla, vode in zrak. Z vsem tem kmetijstvo odločilno vpliva na stanje biotske raznovrstnosti in kakovosti tal tudi v Sloveniji. Za kmetijske ekosisteme v Evropi in tudi v Sloveniji je v zadnjih 50 letih značilen največji upad biodiverzitete. Zato so še toliko bolj pomembne okolju prijaznejše kmetijske prakse, kot je na primer ekološko kmetijstvo. Ekološko kmetijstvo je nadstandardna trajnostna kmetijska praksa, ki v osnovi temelji na izboljševanju ali vsaj ohranjanju rodovitnosti tal in biotske raznovrstnosti ter zagotavljanju dobrobiti živali. Uredba Evropske unije o ekološkem kmetijstvu določa, kako je treba ravnati s posevki in z živalmi, ter kako mora potekati predelava živil in krme, da so proizvodi lahko označeni kot ekološki. Nevladne organizacije, na primer v mreži Plan B, se zavzemamo za to, da bi v Sloveniji ekološko kmetovalo čim več kmetij in da bi bil čim večji delež kmetijskih zemljišč v ekološki obdelavi. Kako stojimo na tem področju? Ne stojimo najbolje. Na grafu rumeni stolpci ponazarjajo površino vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi v Sloveniji, zeleni pa površino kmetijskih zemljišč v ekološki obdelavi. Delež ekoloških površin se giblje okrog 10% trenutno in se res popolžje povečuje. Evidentno dosedanje spodbude za ekološko kmetijstvo ne delujejo zadosti spodbudno. Pri tem pa evropske politike, na primer Evropski zeleni dogovor, čedalje resneje naslavljajo krizi zaradi podnebnih sprememb in upadanja biotske raznovrstnosti. In to nalagajo vsem sektorjem, tudi kmetijstvu. Na ravni Evropske unije je tako sprejet cilj, da bo v Evropi do leta 2030 25% kmetijskih zemljišč v ekološki pridelavi. V Sloveniji z obstoječim sistemom podpor nimamo šanse, da v tako kratkem času dosežemo potrebno povečanje deleža ekološkega kmetijstva in bi to potrebovalo res močno in celovito podporo. To je bilo eno od poglavitnih sporočil v pripombah, ki smo jih kot mreža Plan B za Slovenijo pred kratkim podali v okviru javne obravnave osnutka strateškega načrta slovenskega kmetijstva za naslednje 5-letno obdobje. Seveda smo tudi podali pobudo, naj se začne dejansko z učinkovitimi ukrepi, ki so prepoznani, ki točno vemo, kaj bi bilo treba narediti. Skratka, da se končno začne dejansko podpirati ekološko kmetijstvo in ne zgolj na deklarativni ravni. Prav tako smo zahtevali, da se spodbude iz živinoreje in pridelave krme preusmerijo v pridelavo rastlinske hrane za ljudi. Tretji poudarek naših pripomb pa je v zvezi z majhnimi kmetijami.
Majhne kmetije so bolj ranljive od velikih kmetij. Poleg tega je v kmetijskih politikah vse bolj prisotna diskriminacija na osnovi površine. Tako da so manjše kmetije v deprivilegiranem položaju, naprimer pri nakupu zemljišč. Skratka, za večno, tako rekoč, če pretiravam, obsojene na to, da ostanejo majhne kmetije. Majhne kmetije so za naše podeželje zelo pomembne, iz okoljskih in socialnih razlogov. Zato bi bilo smiselno, da se jih posebej zaščiti ali vsaj postavi v enakovreden položaj. Včasih bolj, včasih manj subtilno se naša kmetijska politika namreč zavzema za koncentracijo lastništva in za intenziviranje pridelave. Naša politika bi imela vse. Koncentrirano in intenzivno in visoko učinkovito kmetijstvo, po drugi strani pa takšno mozaično podobo krajine, ki je eden od adutov, ko se Slovenija promovira kot zelena turistična destinacija. Če zaključim, kakorkoli zastarel ali aktualen je pojem trajnostne samooskrbe s hrano, sabo lahko nosi precej pozitivnih okoljskih in družbenih učinkov. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, dobro kakovost vode in tal, oskrbo s kakovostno in varno hrano, prilagojenost kmetijstva podnebnim spremembam, razvoj podeželja in ne nazadnje suverenost in odpornost naše skupnosti na morebitne zunanje pretrese. Tako da je trajnostna samooskrba s hrano definitivno nekaj, za kar se zavzemamo. Hvala lepa, da ste me poslušali. Super, hvala lepa, Renata, tudi za tvoj prispevek. Lepo zaokroža se mi zdi to sliko, zdaj razen tega, da se mogoče kažejo kljub vsemu neke kar precejšnje diskrepance, ki pa mislim, da se jih zavedamo, da pravzaprav z enimi načrti in pravilniki in regulacijo lahko omejene učinke dosežemo pri tako kompleksni dejavnosti, kot je pridelava hrane. Več kot jasno je, da je kompleksna sploh ta, o kateri govoriš, se pravi, ki je vezana na manjše pridelovalne površine, se pravi manjše kmetije, družinsko kmetijo z nekimi omejenimi potenciali tal in to so verjetno veliki izzivi v več ozirih. Po eni strani velika pričakovanja, tako kot si jih lepo opisala, po drugi strani strah ali pa tudi prakse, ki pač tudi te iste, bom rekla, vire spreminjajo v neko drugo rabo in v neke druge programe, kjer se kljub vsemu potem zgubijo lahko potenciali. Ampak vsekakor polje, v katerem je pravzaprav en nove vrste dialog z novimi poudarki, če bi izhajala iz tega, kar si nas nekako ti uvedla. Nujno se moramo o tem začeti več pogovarjati, širše pogovarjati in pač upoštevati te svoje naravne pogoje in značilnosti in predvsem cilje nekako artikulirati na ta način, da bodo spodbude dale prave rezultate. Zdaj